Kot rečeno, je na kulturnem festivalu sodelovala tudi knjižnica Medvode in kljub omejitvam so bili zadovoljni z odzivom. Ja, bil je omejen, ampak je izpadel zelo, zelo lepo. Lep odziv je bil. Z otroki smo bili na naši obnovljeni terasi, bili smo v naši veliki čitalnici in en dan, ko je bilo vreme tako slabo, celo v kulturnem domu na odru. Prav prijetno je bilo vse skupaj, zelo lep odziv. Obiskalo nas je 10 razredov od 1. do 5. razreda in zadnji dan 3 vrtčevske skupine. In je bilo prijetno, lepo, jaz mislim, da so veliko novega izvedeli. Tokratna tema jim je bila pisana na kožo. Legend bi lahko mi pripravili toliko, da jih ne bi utegnili vseh povedati, ne. Naše knjige so polne in kolegice, ki pripovedujemo pravljice, se tudi zanimamo za te stvari, tako da res ni bilo nobenih težav. Izbrali smo 4, pravzaprav smo izbrali 4 fotografije in smo potem podložili te fotografije. Kot vidite, smo izbrali industrijsko dediščino Medvod, eno zelo lepo fotografijo Save, potem smo izbrali Smledniški stari grad in izbrali smo eno lepo staro fotografijo iz Katarine, pa Soro. Zdaj povedati moramo, da imamo pri nas že čez 140 starih fotografij, da imamo že pravo zbirko starih fotografij v knjižnici. Čuvamo jih, ampak smo jih digitalizirali, tako da si jih lahko vsi ogledate na naši domači strani pod zavihtkom Domoznanstvo. Za tokratno priložnost so iz domoznanske zbirke, ki obsega poleg fotografij in razglednic tudi knjige, diplomska dela, nekaj DVD-jev in CD-jev, izbrali 4 fotografije. Fotografijo starega gradu v Smledniku, staro fotografijo Save, ko je bila na Vrjanski strani še papirnica, kolaž 3 podob s Katarine, z gostilno Turist v ospredju in fotografijo Sore iz Finžgarjevih časov. Kaj ste izbrali ravno te 4 fotografije? Ena je, da je direktor hotel, pa njegova ideja sploh ni bila slaba, da se govori malo o industrijski dediščini Medvod. Tu smo dodali še eno legendo o naših 3 rekah, 3 sestrah. Potem smo našli eno zelo zanimivo legendo, ki se je zgodila na Katarini in običaje okrog kresovanja, kar se nam je zdelo tudi zelo zanimivo, glede na sezono, pa tudi znana ni. Za Smlednik smo rekli, da moramo o tistem grofu, ki je neumorno igral in zaigral še svojo dušo. 4. smo pa izbrali Soro, ker smo pred kratkim dobili knjigo in jo prebrali in bili navdušeni o Franu Saleškem v Finžgarju, je nova biografija. Letos se praznuje 150-letnico njegovega rojstva in se nam je zdelo zelo primerno, da ga izpostavimo in smo povedali pravljico Makalonca, ki jo je on zapisal.